Pred vsako turo je izredno pomembna sama priprava na turo, ki poteka že dan, dva prej. To pomeni, da moramo spremljati vremensko napoved. V vsak nahrbtnik, ne glede na težavnost ture, spadajo določene stvari, ki jih ne gre pozabiti doma. Na pomoč pokličemo na številko 112, seveda je predpogoj, da imamo dovolj polno baterijo in da je signal, kjer se nam oglasi dispečer v centru za obveščanje, ki nas potem tudi vodi naprej. Pomembni podatki za dispečerje na centru za obveščanje so predvsem, kje se je nesreča zgodila, koliko je poškodovanih, kakšne so poškodbe, kakšno je vreme na kraju nesreče, če je mogoče prihod helikopterja. V primeru nesreče najprej poskrbimo za sebe, da se še nam kaj ne zgodi, potem pa zaščitimo ponesrečenca pred nadaljnjim poškodbam. V primeru prihoda helikopterja je potrebno vse stvari pospraviti v nahrbtnik in jih držati z rokami pri tleh. Predvsem moramo narediti prostor, to pomeni, da se umaknemo vsaj 50 metrov, če je ta možnost stran. Seveda pilot helikopterja iz zraka ne vidi tako dobro, če je več pohodnikov, zato mu je potrebno signalizirati, ali potrebujemo pomoč. To naredimo z položajem rok v smer Y, v črko Y, to pomeni yes, da potrebujemo pomoč, in pa, če pomoči ne potrebujemo, damo roke v položaj črke N, tako, to pomeni no, pomoči ne potrebujemo. SAROS je program, ki je bil razvit v sklopu Gorske reševalne zveze Slovenije. V njem je zbrana celotna kartografija od 500 tisoč, 25 tisoč, 5 tisoč do ortofoto LIDAR. Gre pa za program, ki nam kot gorskim reševalcem pomaga, da čim prej določimo, kje se oseba na terenu nahaja, in seveda je tisti člen, da takšno osebo, ki je poškodovana iz nekega gorskega okolja, čim prej pripeljemo v profesionalno medicinsko oskrbo.